Zlata maša. Kaj nam pomeni? To pomeni, da sva s patrom Lojzetom Markljem, ki tam ne sedi in se z mano veseli in zahvaljuje, velikokrat maševala po najrazličnejših krajih, v glavnem vsak dan, včasih celo 2-krat na dan. Če sva vsak dan maševala, sva v 50 letih maševala vsaj 18.250-krat. V mojem zapisniku maš je za zlato mašo zapisano datum 25.6. leta 2023, čas 10. ura, kraj, govor, namen, zahvalo Bogu in vsem ljudem za njihove molitve in darove, zaporedna številka 20.192. Toliko maš sem daroval v svojem življenju, do vključno moje zlate maše. Pater Lojze ima svoje zapise in svoje namene. On ve, koliko maš je v svojem življenju daroval in kakšen namen. Po zlati maši sem uvedel novo zaporedje. Maše po zlati maši. Zlata maša je torej mejnik mojega maševanja. Po zlati maši so vse maše zlate. Torej danes darujem 61. zlato mašo po zlati maši. Zahvalo za vse prijete dobrote, hvaležnost Bogu, da me je po Mariji izbral. Maša prinaša srečo. Tudi v nesrečnih dneh, v dneh depresije in bolezni, je maša srečna. Prinese nam srečo in veselje v trpljenju. Z njo Jezus naredi iz trnja našega življenja nevenljiv venec rož. Tak umetnik je on. In s tem umetnikom sodelujemo tudi danes, 15. avgusta 2023. Skupaj z vami se veselimo, mi duhovniki, menda nas je 7. Pri prvi zlati maši nas je bilo 12, apostolski zbor. 7 je pa tudi zlato, sveto in spoštljivo število. Pesem veselja sem dal zapisati na zlatomašni podobici v posvetilnem verzu pesmi pod Marijino sliko. Marija, skozi življenje voditi srečno znaš. Ti pelji skozi trpljenje in veselje. Življenje čolnič naš. Dodal sem besedo veselje, saj smo tudi v trpljenju lahko veseli. Mar se Jezus ni veselil na križu, ko je trpeč mislil na naše odrešenje in na naše večno življenje. Da, po njem smo odrešeni, odrešuje nas pri vsaki maši. Danes praznujemo veliki šmarn ali veliko mašo, kot jo to popularno tudi imenujemo. Velika maša je popeljala Marijo v nebesa. Ona je bila prisotna pri prvi Jezusovi maši, ki je v resnici kalvarijska daritev na križu. Njen sin je na križu za nas umrl. Marija mu je stala ob strani. Stojimo pa ob strani tudi pri vsaki maši, ki jo mašniki celega sveta
in vseh časov darujemo skupaj z Jezusom. Ona je zraven svojega sina pri vsaki maši, ko skrivnostno, mistično umira in nas odrešuje. Tej njeni navzočnosti pod križem je njena priprošnjiška moč. Zato jo lahko prosimo vsak dar, ti pelji skozi trpljenje in veselje življenja čolnič naš. Tudi ona nam pomaga krasiti našo življenjsko zgodbo z nevenljivim cvetjem. Mi trpimo, ona pa nam spleta venec slave pri Jezusovi daritvi pri sveti maši. Sedaj vas pa povabim, da skupaj zapojemo Marijino pesem Marija skozi življenje voditi srečno znaš. Ti pelji skozi veselje življenja čolnič naš. Namenoma izpustimo trpljenje, ker je Jezus res na križu grozno trpel, a se je obenem neizmerno veselil svojega vstajenja in našega odrešenja ter večnega življenja. Torej, če intonacijo date, pa bomo zapeli to Marijino pesem. Marija, skozi življenja, voditi srečno znaš, ti pelji skozi veselje življenja čolnič naš. Aleluja! Onde je pesa, je šla Marija, tja pojdemo tudi mi. No, naj še malo nadaljujem. Po maši vam bodo ministranti dali dvojne podobice, Sveto Trojico in Marijo Pomagaj. Sveta Trojica krona Marijo z vencem slave. Pod podobico je napisano: Trojedini Bog nagrajuje presveto devico Marijo z nebeško krono za njeno ponižno in ljubečo službo Božjemu in njenemu sinu. Na posvetilu gre pa beseda nam, trem letošnjim jezuitskim zlatomašnikom, Jožetu Puclu, Lojzetu Marklu in pa meni, Stankotu Rozmanu. Posvetilo pravi oziroma mi se korajžimo. Če bomo vztrajno tekli do cilja, nam venec slave ne uide. To so naše želje, da bi vztrajno tekli naprej vse dni, kar nam jih je Bog še namenil na tem svetu. Tecimo naprej, skupaj z vami vsemi. Cilj nam je isti, venec slave tudi. Korajžno naprej. Na hrbtni strani moje zlatomašne podobice je podobljen kelih z grozdom, izvorom vina, s hostijo in simboli, ki predstavljajo Sveto Trojico. 3 klasje, 3 listi vinske trte, krog pod kelihom, ki ponazoruje večnost Boga. 1 hostija, 1 Bog.
Posvetilne besede pa nas vabijo k odrešenju. Kdor je ta kruh in pije iz tega keliha, ima v sebi življenje. Da, večno življenje. Odrešenik je Jezus, kar označujejo črke IHS. Križ nad črko H pa pove, Kristus je odrešenik. S temi mislimi, ki sem jih gori zapisal, sem se z 12 somašniki podal 25. junija 2023 z župnišča Kogorsko cerkev svetega Janeza Krstnika. Na poti smo se ustavili pri grobu mojih staršev, Frančke in Slavkota. Pomolili smo pri njunem grobu. Blagoslovil sem jih, zahvaljujoč se, mama in ata, hvala vama za življenje, ki sta mi ga dala skupaj z nebeškim očetom. Potem sem se obrnil proti cerkvi in so me oblile notranje solze, tako da sem komaj korakal naprej. Pred oltarjem sem se umiril in maša je lepo potekala. Solze so pa bile tudi izraz veselja in sreče, da mi je Bog dal življenje in me izbral za duhovnika in misionarja. Naj bo ta naša zlata maša darovana za odrešenje duš. Naj naše maše v Jezusu odrešeniku prispevajo k odrešenju sveta. Z Lojzetom in z Jožetom in vsemi vami sedaj midva vključujeva se v njegovo daritev. V njem in z njim je vsaka maša zlata maša. Mojo zlato mašo v Kovori sem daroval skupaj z 12 duhovniki, sobrati in prijatelji. Ta apostolski zbor sem odkril teden dni po slovesnosti, ko sem nas preštel na slikah navzočih duhovnikov. To število mi je bilo veliko tolažbo, saj nas povezuje z izvorom z apostolskim zborom. Navzoč pa ni bil moj provincial pater Miran Žvanut. Njegova odsotnost me je žalostila. Ko sem pa preštel ta apostolski zbor, sem svoj pa rekel, poglej no, njegova navzočnost bi nam pokvarila apostolsko število 12. Za trenutek sem bil kar vesel, da ga ni bilo. Ko se je opravičil, da bo na kolesarskem potovanju v Medžugorje, me je potolažil, bom pa na tvoji ponovitvi zlate maše v Dravljah, pa v Afriko te popeljem za nagrado. Res se odpravljava jutri na sam praznik svetega Roka na obisk v Afriko, v Nairobi, Malawi in Zambijo. Imel bom priložnost, da se zahvalim Bogu in tamkajšnjim vernikom za vse, kar so mi dali in so mi pomenili. Za vse maše, ki sem jih tam daroval, predvsem v Mumbi, Nangomi, Lusaki in v Kasungu. Tudi v Afriki bodo vse maše zlate, posebno v teh krajih, teh župnijah, ki sem jih imenoval. Te maše se bodo dotaknile vseh, ki smo jim pomagali duhovno in materialno. Moje maše in najine maše bodo njim dar in blagoslov. Je pa tam še veliko revnih ljudi, predvsem otrok, ki še čakajo pomoči. Mislijo si, če si nam prej pomagal, zakaj nam ne bi pomagal sedaj, še naprej?
povedal jim bom, da sem sedaj ubog in siromak. Rad pa bi kakšnemu revežu in potrebnemu pomagal, saj s kakšno drobtinico. Tako bo današnja mašna nabirka šla prav v roke teh pomoči potrebnih. In o obdarovanju pomislimo in molimo ne le na revno in v Afriko, ampak tudi na tiste, ki so jih nedavno prizadela huda neurja. Ko pomagamo drugim, pomagamo sebi. Tudi po sveti maši bo še priložnost za darovanje misijonom. Pri vratih cerkve bom stal, vam pozdrav. Ministranta vam bosta delila spominske podobice, jaz vam bom pa stisnil roko v znamenje prijateljstva in povezanosti v Gospodu. Amen. Hvala lepa.